Velikokrat ljudje mislijo, da so najbolj prepoznavne podjetnice pa podjetniki tisti oziroma zaradi tega, ker imajo ful lepi logo, ful lepo spletno stran, ful lepe vse dizajne, ampak ni čisto tako. To je seveda zelo, zelo pomembno, ne narobe razumeti, ampak danes ti želim razbiti tale mit, da so te vizualni elementi najbolj pomembni za to, da izstopaš. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Velikokrat torej naletim na kakšne podjetnice pa podjetnice, ki res delajo za strastjo, res imajo super ponudbo v stilu, da res pomagajo svojim ljudem, ampak velikokrat se potem zgodi, da nimajo prepoznavnosti in gredo kopirati, mogoče ne čisto direktno, ampak indirektno, torej kaj je v trendu, kaj imajo mogoče konkurenca, kaj imajo oni in v bistvu kopirajo te vizualne elemente nekako k sebi, ker nekako imajo prepričanje, da morajo izgledati, da je to tisto, kar gradi prepoznavnost. In kaj se potem običajno zgodi? Da nimajo nekega pravega vizualnega sporočila, da objave so sicer lepe, nimajo pa učinka, da veliko se angažirajo, veliko delajo, a premalo imajo potem tudi nekih rezultatov v obliki prodaje ali prepoznavnosti in velikokrat potem pride tudi do frustracije, ker se trudijo in trudijo, ni pa tistih rezultatov, ki si jih želijo, čeprav nekako mislijo, da kako, če je njim uspelo, a ne, da bi moralo tudi meni. In zdaj, mogoče te vprašam, a si že kdaj kupil ali pa nekaj kupila, kar ni bilo vizualno popolno, je pa imelo točno tisto rešitev, ki si jo mogoče iskal ali pa iskala? Verjetno bo odgovor da, a ne? Zaradi tega, ker ljudje ne kupujemo samo zaradi nekega vizualnega, razen zdaj, če je to res nek okrasek, ki ga kupujemo, ampak v bistvu kupujemo zaradi zaupanja. Ker vemo, da nam bo kot prvo imamo zaupanje v prodajalca, da bomo pač to res dobili in da ni to kakšna prevara. In kot drugo, da to, kar bomo kupili, nam bo tudi rešilo ta problem, ki ga želimo torej rešiti. In to je v bistvu tisto, kar je veliko bolj pomembno, torej, da se zgradi zaupanje, da se zgradijo odnosi. In fajn je, da imamo torej nek sistem, ki gradi to prepoznavnost. Zdaj zakaj? Zaradi tega, ker če pogledamo v online svetu, lahko dosežemo zelo veliko ljudi. A ne? V živo, torej v offline svetu, se običajno odnosi gradijo počasneje oziroma se gradijo kako? Najprej nekoga spoznamo, potem malo poklepetamo, potem ga srečamo mogoče večkrat, gremo na kavo, se bolje spoznavamo in se gradi zaupanje in se gradijo odnosi. Zelo podobno je sicer tudi v online svetu, vendar pa imamo to možnost, da ne rabimo komunicirati ali graditi odnosov z vsako osebo čisto posebej, ampak lahko imamo v bistvu sistem, ki bo gradil odnose z njimi, torej z večjimi, z neomejenim številom naenkrat. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu lahko imamo sistem, naprimer, da se nekdo prijavi na naše brezplačno darilo in skozi maile se gradijo odnosi. Maili seveda morajo biti zelo dobro napisani, zelo učinkovito, strateško in pa tudi tako, da imajo pač možnost, da nas poznajo in da se zgradijo torej tudi ti odnosi in predvsem zaupanje. In tako lahko v bistvu, če imamo takšen sistem, ki vodi nekoga, ki nas prvič vidi, do samega kupca oziroma še naprej, da se vrača kupec in da nas priporoča naprej, ko imamo enkrat zgrajen tak sistem, si lahko predstavljaš, da je potem seveda veliko lažje in dosežeš lahko ogromno število ljudi, ker ni vezano na to, tebe osebno, da se povezuješ z vsako osebo posebej. Seveda je še to zmeraj najbolj učinkovito, ampak če želiš doseči večje število ljudi, pa definitivno potrebuješ tudi sistem. In zdaj, kako v bistvu priti do takšnega sistema, ki ti bo gradil, ki bo izražal tebe, ki bo vse to, kar ti izražaš, želiš deliti oziroma kaj tisto, po čemer potem tudi izstopaš oziroma zgradiš zaupanje. In mogoče imam zate vprašanje, ali si kdaj
pomislil oziroma pomislila, da prepoznavnost morda ni nekaj, kar dosežeš s tem, da več delaš, ampak mogoče, da se manj skrivaš. To velikokrat vidimo, da se podjetniki pa podjetnice kar malo skrivajo, ali s tem, da se ne bojo sploh pojavljali online, ali s tem, da ne bodo kao sebe hvalili. Se mi zdi, da v Sloveniji je to zelo močno, ampak takoj, ko se skrivamo, dajemo nek občutek lahko potencialni stranki, tudi če ni neko resno skrivanje, lahko damo dvom, da nekaj ne štima pri naši idealni stranki. Kar pomeni, da zaupanja ni, kar pomeni, da verjetno tudi do nakupa ne bo prišlo. Tako da definitivno prva točka bi bilo manj skrivanja. In drugo, kar sem se želela dotakniti, je, da mogoče ne potrebuješ še enega dodatnega trika, še enega, estetskega posta ali pa objave na družabnih omrežjih, ali pa še enega točno prav povedanega stavka ali pa trikca ali nekaj takšnega, ampak le več resnice v sebi, da deliš več sebe, da te lahko spoznajo, da te lahko začutijo. In bolj kot si ti, hitreje to vse skupaj tudi, poteka oziroma gre. In vem, mogoče to ni tako lahko na prvi pogled, definitivno tudi meni na začetku ni bilo, ampak pravijo, vaja dela mojstra in bolj kot vadimo, lažje nam to tudi postane. In veš, kaj se tudi začne potem dogajati, ko se recimo resnično odpreš. Recimo jaz pred leti, ko sem začela svojo pot, če omenim tudi skrivanje, tudi dobene svoje fotke nisem želela ali pa nisem upala, bolj tako objaviti na spletu. In to mi je bila ena največjih nočnih mor. To, da bi posnela kakšen video, mi je bilo totalno nedosegljivo in pa zdaj lahko vidiš, da je to že tako mi malo smešno, ampak vem, da je resnično in vem, da je včasih to težki korak, tega pa toplo priporočam, ker ko govoriš v bistvu o stvareh, ko se prikažeš, ko govoriš o tem, kaj tudi ti čutiš, pritegneš v bistvu v svoje okolje tiste ta prave ljudi, ki jim tudi ti lahko najbolj pomagaš. In postaneš kot en taki magnet, ne pa tisti lovec za metulje, torej ne loviš jih, ampak v bistvu pri sebi posadiš rožice, ki imajo ti metulji radi in jih kot magnet tudi pritegneš. In ljudje v bistvu začnejo poslušati, začnejo dajati ti pozornost, začnejo čutiti in na koncu tudi seveda kupiti za tiste, ki je to pač pravo. In mogoče te povabim tudi v eno tako kratko vajo, če si danes prvič povedal ali pa povedala sebi, kdo si, daj podeli to na družabnih omrežjih, brez filtrov, brez skrbi in ne skrbeti, ali je to zdaj prav, ali je to dovolj dobra objava, ampak mogoče samo objavi nekaj brez filtrov, kdo si ti, kaj počneš, komu služiš in tako naprej. In opazuj, kaj se bo dogajalo. Če ti je zelo neprijetno, lahko iz tega narediš tudi story, ki je na voljo samo 24 ur in samo opazuj, kaj se bo zgodilo, ko deliš mogoče kakšno svojo zgodbo, zakaj si na tej poti, zakaj počneš, kar počneš in boš videl oziroma videla, kako drugačni bodo odzivi, ker ko se ljudi med sabo začnemo povezovati tudi na čustveni ravni, se zgodijo pravi taki, bom rekla, kar čudeži. Tako da, dajmo narediti korak naprej, če še nisi. Zdaj, če si želiš zgraditi pa svoj sistem, ki bo delal na mesto tebe oziroma ki bo delal tudi takrat, ko ti ne delaš. To ne pomeni, da bo kar padel ta sistem seveda iz neba, ampak na začetku nameniš nekaj časa, da postaviš ta sistem, potem pa deluje zate. Če si to želiš, potem pokukaj spodaj v opis, kjer sem ti pripravila nekaj superskega. Jaz pa te lepo pozdravljam in se vidimo naslednjič. Uživaj in pa uspešno. Čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.